40 kvadratnih metrov se ne sliši veliko. Ako jih je treba temeljito prenoviti, velikost dobi povsem drugo dimenzijo. Kot bi prenavljali hišo, pravijo tisti, ki so že kdaj adaptirali majhno stanovanje. V Škofji Loki spremljamo takšno adaptacijo skoraj pol stoletja starega blokovskega stanovanja in prejšnji teden smo predstavili vse trike, s katerimi si je pomagala arhitektka, da bi prostor čim bolje izkoristila. Danes pa je na vrsti že nova dilema. Kako izbrati materiale in barve, da bodo res tista prava začimba novega ambienta? Idealen dom je zasnovan kot naša druga koža. Zgrajen je iz naravnih materialov, vase sprejema dovolj sončne energije in hkrati zagotavlja občutek zaščite. Pri opremi starejših stanovanj pa velikokrat nimamo vpliva ne na konstrukcijske materiale, ne na količino naravne svetlobe, niti na proporce prostorov. Vendar pa lahko z uporabo barve, materialov in tekstur povsem spremenimo zaznavo prostorov. Jih posvetlimo, povečamo in naredimo prijetnejše. Maja, lepo pozdravljeni. Danes sva že četrtič v tem stanovanju in tokrat greva na barve in materiale. Kaj bi rekli, da je glavna rdeča nit glede tega? Ja, tukaj smo se v glavnem odločali za neke naravne materiale in svetle barve. Edini poudarki v tem stanovanju, ki so mogoče malo bolj ekstremni, so neki črni detajli, kot jih lahko vidimo v svetilih, mogoče kakšnih dodatkih, pa mogoče podstavku mize, mizic in pa edini večji črni material v tem stanovanju je kopalnica. Odločili smo se za hrastov parket, malo svetlejše barve, zato da smo se nekako izognemo tem pretirano rumenim odtenkom. Zraven parketa pa smo skombinirali nevtralno bež keramiko. Predvsem smo se odločili, da bo ta keramika na samem vhodu, v tem malem predprostoru. Neka linija kuhinje poteka potem naprej. Smo jo kar potegnili v kuhinjski del, zato ker je tudi bolj praktično. Povsod drugod so si želeli topline, ki pa jo lahko ponuja le pravi les. Gotovi trislojni hrastov parket je lakiran, v stanovanje prinaša naravo in ga je preprosto kombinirati z drugimi materiali, kot so kamen, steklo in kovina. Tehnologija izdelave parketa je v zadnjih letih zelo napredovala, zato so danes na voljo parketi v številnih barvnih odtenkih, površinskih obdelav in gradacij. Tukaj so izbrali krtačen parket s pobranimi robovi in skoraj brez nepopolnosti, grč, za minimalističen učinek. Položen je v slogu ladijskega poda z lepljenjem in ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Suho čiščenje in brisanje z ožeto krpo sta dovolj. V stanovanju je opaziti tudi veliko kamna. Za kakšen kamen gre v tem primeru? Ja, tukaj smo se odločili za tehnični ali umetni kamen. Konkretno gre za dekton, gre za izjemno kompaktno in trdno porcelanasto površino. Ta kamen naredijo s posebnim postopkom stiskanja pod enakomerno težo oziroma pritiskom 25.000 ton. Ja, to je, lahko rečemo, za približno 2 Eifflova stolpa teže. In zaradi tega pritiska se v tem kamnu ne ustvarijo neke tenzije, ki bi potem povzročale lahko razpoke ali prednapetosti. Zato je izjemno trpežen, predvsem je popolnoma neporozen, odporen je na ogenj in na vse vroče površine in tudi na UV žarke. Zato je predvsem zelo uporaben v kuhinjskih prostorih in moram pa vedeti, da se ga lahko uporablja tudi na samih fasadah ali celo talne površine. Odporen je dejansko na obrabo, na praske, na ureznine in na udarce. Torej, rdeče vino se nam polije, se ne sekiramo. Lahko ga pobrišemo jutri zjutraj. Wow. Kamen dekton je izbrana mešanica 20 mineralov. Vanj so oblekli kuhinjsko delovno nišo in polotok, prav tako pa so ga položili na steno za televizorjem. Izbrali so takšnega z imitacijo zlatih žil, ki se zlije z izbrano barvno shemo, obdelan pa je v tehniki sjut, ki v primerjavi s poliranim kamnom učinkuje bolj mat, svilnato in manj svetleče. Zaradi izjemne trdnosti kamna se ga polaga tudi v tanjših ploščah in sicer v debelini 8, 12 ali največ 20 mm. Zdaj pa kopalnica. Tukaj ste bili malo bolj drzni s to črno barvo in predvsem drzni s tapeto v tuš kabini. Kako to funkcionira? Ja, to popolnoma funkcionira.
To je namreč tapeta, ki je posebej narejena za mokre prostore in je tudi cela impregnirana. Kopalnico smo pač hoteli poudariti na en drugačen način in smo rekli, pa naj bo to tisti kontrast celemu bolj umirjenemu stanovanju, kar se barv in materialov tiče, in bomo tukaj šli v črne ploščice. Da pa vseeno ne bi bila tako črna, smo se odločili za tapeto z nekim bolj umetniškim motivom, ki je pa seveda v teh zlato-rumenih tonih. No, če kaj, ta roža v kopalnici bo gotovo vedno dobro zalita, ne? Da, sigurno. Funkcija vzglavja do stropa je kakšna? Ker je veliko ene opreme vseeno na nekem mali kvadraturi, smo izbrali neke polkrožno obliko tapiciranega hrbtišča in da ne bo to čisto klasična spalnica, smo vseeno potegnili to hrbtišče do stropa. Poleg, da je to hrbtišče nek fokus te spalnice, pa tudi blagodejno vpliva na odmev zvoka, tako da je majčkeno bolj pritajen zvok v takih prostorih. Postelja je sestavljena po meri, kar pomeni, da sta lastnika lahko sama izbrala njeno vzglavje, okvir, ležišče in nogice. Vzglavje izžareva francoski šik, prilega pa se vsakemu interjerju in slogu ureditve. V bazi oziroma okvirju pod ležiščem je že integrirano mini žepkasto jedro za popolno udobje spanja. Baza meri v višino le 13 cm, zato postelja ne obteži ambienta, ampak ga naredi celo bolj zračnega. Črne kovinske nogice dajejo pridih industrijskega sloga, ker so visoke 19 cm, pa olajšajo tudi čiščenje pod posteljo. Sedežna garnitura je sive barve in dimenzijsko popolnoma prilagojena bivalnemu prostoru. Ima nizka premična naslonjala, ki dajejo dobro oporo in učinkujejo dinamično, ter skoraj nevidne nogice. Vseeno je vizualno lahkotna in ne zapira prostora. Ker je modularna, se njeni elementi lahko po želji združujejo s pomočjo veznih členov in tako ustvari udoben kotiček za razvajanje. Tkanina garniture je mehka, na dotik prijetna in topla ter že tovarniško zaščitena oziroma impregnirana proti vdoru tekočine in prahu, zato jo je preprosto vzdrževati. Madež je treba samo čimprej popivnati z mokro krpo in tkanina je spet kot nova. Kljub omejitvam, ki jih je med prenovo neusmiljeno pokazal oklep starega bloka, se stanovanje vse bolj spreminja v prijeten dom, tudi po zaslugi spretnega dodajanja barv in materialov.